O, čau, Anja. Živ. Živ? Živ. O, ja, čau. Ti jadro z Verone. Direktno. Kako si? Dihaš, srce utripa. Za koga? Za Slovenijo. Za generali. Slovenijo. Ja, ampak bolj generali. Dobrodošli v pogovorih Treniraj glavo. Z mano danes je Janko Zamernik, Saša Planinšec, Lorena Lola Lorber Fijok, Rok Možič, Anja Mazej in Nik Mojanovič, član slovenske odbojkarske reprezentance. Kdaj si ti v športu dojel, posebno odbojka, ki je ekipni šport, da je ekipa bolj pomembna ali pa močnejša od posameznika? Ni bil kapetan, ampak Steven Marr je enkrat, ko smo bili v hotelu, me je tako poklical ven, pa da me je vzel na pogovor in mi je on razložil, kako on to gleda. Je tudi rekel, da mu ni jasno, kako se lahko tako vedem, ker pač vidim, ko smo naredili to menjavo, smo več zmagovali. Ti se bila za ekipo boljša, mislim, boljša pozicija, boljša ureditev, kako igramo v njih starting six. In takrat, ko je on z mano govoril, tudi prvič, da je nek tak, bom rekel, role model me vzel na stran, pa mi razložil te stvari. Takrat spet najprej sem sam rekel, ok, kaj ta govori, ne? Ampak pol bolj, ker sem razmišljal o tem skozi iz dneva v dan, sem se poistovetil s tem, kar je on rekel. Sem razumel, da je res. Ja, definitivno sem hvaležna, da sem v ekipnem športu, rada spremljam šport, gledam ogromno drugih športov in v bistvu ta individualni šport ga res cenim, neverjetno, ker vseeno pri nas vedno imaš podporo drugega, imaš težki moment, ti vedno lahko nekdo pomaga, v individualnem športu pa vem, da v bistvu si sam zase, tako da hvaležna in vesela, da sem v odbojki. Jaz ne bi govoril samo mogoče o tistih 6, 7, ki so v trenutku na igrišču, ampak o vseh 14, mogoče tudi na koncu 16 stav. Vse je pomembno, zato ker vemo, da v vrhunskem športu res odločajo detalji in je lahko 1%, ki ga nekdo da več, pomaga na koncu do vrhunskega rezultata. Ekipo gradi tudi zaupanje med posameznimi členi ekipi in kako je biti v ekipi, recimo takrat, ko je zgrajeno dobro zaupanje ali pa spet na drugi strani, takrat, ko tega zaupanja ni. Kako se to prenaša recimo na parket, na igrišče? V bistvu moraš čim prej pač videti, kaj posameznik prinaša, kako se spopada z različnim pritiskom, kakšne so sposobnosti in pač ga vključiti v ekipo v vsakem primeru, da doprinese tudi svoje delno, kar je sposoben. Kjer se dogajajo velike menjave ali pa mogoče, ko nekateri predsedniki, zdaj če govorimo o klubu, mislijo, ok, mi kupimo najboljše igralce, zagotovo zmagamo. Vemo, da tako ne funkcionira, ker če ne bi bil šport zelo enostavna stvar, samo tisti, ko bi imel največ denarja, bi zmagal. Tako pa je pač pomembno, da se skozi neki čas novi igralci uvajajo. Zagotovo je fajn, če ekipa je bolj kot ne, tako se neko ostane ista in se vključuje 1, 2 posameznika. Ko si od malega v ekipnem športu, je nekako, ne bom rekla samoumevno, ampak nekako po defaultu že okoli sebe imam še ljudi, za katere moram poskrbeti ali pa vem, da moje obnašanje, vedenje, kakorkoli bilo, kakšna kretnja lahko vpliva na ljudi okoli mene. Kaj pa se ti zgodi recimo na tekmi, vemo, dobiš točko, jo zgubiš, greš na servis, pa daš žogo v mrežo, kakorkoli. Kaj se ti pa takrat zgodi recimo v glavi? Kako se ti resetiraš mentalno? Kako narediš takrat, ko mogoče narediš 2, 3 napake, ta reset? Kaj je mogoče tvoj protokol? Imaš kakšno posebno rutino? Sam ne za same točke, tudi za pomembne tekme imam podoben proces, da pač že od samega začetka ne smatram, kakor da je zelo pomembno. Tu če je, grem v tekmo, kakor da je neka trening tekma, veš, neki tako da izbiješ malo pritisk na ta način. Ja, light, brez posledica, veš, nima veze. Pustimo to, da če zgubimo, danes smo ven iz tekmovanja, to ni pomembno. Zdaj da igramo v tekmo. In pol se je lažje delati s temi zadevami. Mogoče v zadnjih letih sem kot malo starejša igralka ugotovila, da mi paše, da recimo najdem svojo eno točko, eno pozicijo, v kateri najdem svoj mir, če lahko po narekovaj rečem, in v bistvu, da se v tem momentu poskušam malo resetirati glavo, sfokusirati. Kontrolirati emocije pomeni, da ko se ti zgodi nekaj dobrega in nekaj slabega, načeloma odgovor bi mogel biti isti, ti se moraš fokusirati na naslednjo stvar. Odbojka je taka igra, da ti res daje veliko priložnosti. Imaš eno za drugo žogo,
načeloma žoga na 23-23 bi mogla biti isto pomembna kot na 1-1. Načeloma ni, ne? Ampak vsi gledajo bolj, recimo napako pri 23-23, da je to veliko hujša napaka kot pri 1-1, ampak na koncu je točka in jaz nekako tako pristopam k tej stvari. Kaj pa recimo, kakšna je pa vloga trenerja, kapetana v ekipi? Prej si že nekaj v trenerjih povedal, da je pomembno, pa ni pomembno, ker se vi igralci še vseeno med sabo morate najbolj povezati, ampak najbrž je ta najboljša kombinacija, da tako trener kot igralci funkcionirate kot eno, ali pa da tudi kapetan prevzame svojo odgovornost oziroma ima mogoče mečkam več avtoritete kot ostali, da takrat, ko prije do kakšnih nesporazumov, nesoglasij ali pa neusklajenosti, da zna reagirati. Si jaz to prav predstavljam? Moram reči, da zagotovo je trener tisti, ki pride in pove neke smernice. Tako sem rekel, smeri, kaj se bo delalo na trening, kaj tak, ampak potem je mogoče tista ekipa, kapetan in pa starejši igralci, da dejansko se vse skupaj poklopi. Je pa res, da mora biti nek kompromis. Brez trenerja ne moremo, brez igralcev pa ne more trener. Tako da tudi tu je potem lahko kdaj problem in jaz se mi zdi, da v teh zdaj najboljših ekipah je trener, ti da neke, tako sem rekel, tehnične nasvete, ampak mora biti tudi dober psiholog, jaz se temu rečem, zato ker mora v nekem pravem trenutku sprejeti prave odločitve in razumeti, kakšni so igralci. Vemo, da ekipni šport je recimo tako odbojka 14 različnih karakterjev, 14 različnih igralcev in ti moraš to nekako vse skupaj pokomponirati. Torej moraš razumeti, kakšne težave ima on in kakšne dobre stvari ima on, pa kakšne težave ima drugi in dobre stvari in potem to probati na nek način vključiti v celoto, da najboljše funkcionira. Tada zdaj nekaj ful dosti izkušenj na tem nimam, ampak sem si vedno sama pri sebi rekla, da moram z vzgledom voditi. In sama sem vedno trdi garač, vedno bom dala vse od sebe. Verjamem, da je vsak moment na treningu najpomembnejši, da mogoče bo pa to tisto, kaj bo na tekmi spremenilo. In v bistvu poskušam ostati tista, kot sem, ampak da z vzgledom puncam želim pokazati, da je pa to, mislim, da s tem in samo s trdim delom in z željo po zmagi in da vedno verjameš v to, da pa lahko zmagaš in v bistvu na ta način jaz osebno delam oziroma igram odbojko. Ne, jaz mislim, vloga kapetana pa trenerja sta zelo malenkost drugačni, ampak zelo podobni. Iz vidika, da ti na igrišču probaš kot kapetan voditi vse igralce, probati v bistvu gledaš vse, kaj se dogaja okrog tebe, ker ti kot igralec v ekipnem športu se načeloma fokusiraš veliko na sebe, veliko kaj moraš ti doprinesti ekipi, kot kapetan moraš pa gledati na to, plus še na vse ostale, gledati, če vsi delajo tisto, za kaj so zadolženi, daješ te zadolžitve na igrišču, trener seveda da neke smernice pred ali pa med tekmo, ti si pa tisti, ki na igrišču mora to nekako voditi in peljati. In definitivno je to dosti večja odgovornost, veliko več energije ti vzame, sploh tisto, lahko rečemo temu pozitivno teženje, to moramo boljše narediti, tisto moramo boljše narediti, ti vzame res velike energije. V ekipnem športu, ko pride do izziva športnega rezultata in je nek pritisk na neki tekmi objektiven, vseeno ti kot član ekipe prevzemaš odgovornost tudi za ostali del ekipe. Kako pa je to občutiti ali pa kako se s tem spopasti? Mislim, meni je super. Jaz sem ful tekmovalna, rada imam, da si ta pritisk ustvarim pač v nek adrenalin in da preko tega poskušam predstavljati sebe in svojo ekipo v najboljši luči. Ampak deli se cela ekipa del odgovornosti za vse, zato ker tudi nič v odbojki ne narediš sama. Ne? Vsak proba izboljšati prejšnji dotik svojega soigralca in vsi imajo svoj delež odgovornosti za ta svoj dotik. Tako da iz tega vidika, vsaj za mene, dosti lažje. Lahko je pritisk večji, lahko je manjši, ker veš, da imaš za sabo 15, 14, koliko pač punc v tistem trenutku. Veš pa tudi, da lahko tvoja ekipa, tvoja napaka vpliva na vse te punce, ampak kak je že, ne vem, the grass is always greener. Kaj bi pa rekla, da ti je recimo šport, ekipni šport dal še drugega v življenju, tudi izven športnih igrišč? Kaj ti je dal? Mislim, da recimo ena izmed stvari, ki mi vedno ostane, je, da se naučiš delati z ogromno različnimi karakterji. V bistvu, se mogoče nekdo, ki ni
da smo si popolnoma različni v karakterih, v miselnosti, v vsem, ampak da najdeš v bistvu neki način, kako komunicirati s to osebo, kako na terenu skupaj deluješ. Po mojem sem največ dobil nekega celo altruizma, veš, neko nesebičnost, tudi zaradi tega, ker so trenutki v ekipnem športu, ko moraš dati sebe na stran, ampak malo nazaj, da pač narediš za dobro ekipe, veš. V športu, če imaš to neko mentaliteto, vsaj jaz jo pravim imeti, da narediš tiste stvari, ki jih ne rad delaš, začneš rad delati, potem si zmagal, lahko rečemo. In jaz jutranjih treningov nimam rad, ampak ko se zbudim, si rečem, ok, torej jutranjih treningov nimam rad, probam spremeniti mentaliteto, grem v smer, da jih imam rad in grem na trening z neko dobro voljo in ta je neka stvar, ki ti da to neko dnevno disciplino, ki je pomembna zagotovo za vse. Verjamem pa, da je za dobro počutje v vrhunskem športu pomemben tudi dober temelj, ki te podpira. Od ozadja pa se ga mogoče ne vidi, kdo pa so tisti, ki te najbolj podpirajo. Ko sem enkrat spoznal mojo punco, praktično čisto na začetku moje kariere, je bila ona tista nek moj oporni steber, ki je praktično skozi celotno kariero ostala ob meni, ob dobrih in slabih trenutkih. Koliko srebrnih medalj je mogla pretrpeti pa mojih slabih trenutkov. Tako da ja, je res, se doskrat pošalim, ampak mogoče ni toliko šala, kot je resnica, da je dejansko zaradi nje moja kariera taka, kot je, zaradi tega, ker mi je dala neko stabilnost doma, izven igrišča, da sem lahko na igrišču razmišljal sam o odbojki. Jaz ne bi rekel, da je neka ena oseba, ki me 100% stoji ob strani. Pač vsi vidijo, kakšen sem jaz na igrišču, kako meni to pomeni in me podpirajo zaradi tega. Ja, za mene so to definitivno starši in pa oba brata in sestra. Imamo kar veliko družino. V bistvu smo mi že odraščali v duhu športa. Odkar se spomnim, sem skozi nekaj migala, tekmovala s bratom in mislim, da od tukaj ven sem dobila to podporo in motivacijo od svojih najbližjih, da v bistvu tem ustrajam in da vem, da bojo tam tudi, recimo, ko malo slabš gre oziroma zdaj, ko sem v tujini, še vedno spremljajo vsako tekmo in meni osebno to res veliko pomeni. No? In sem vesela, da sem tudi v taki situaciji, da vem, da me podpirajo. Ja, jaz bi svoje izkušnje mogoče dodal še to, da biti vrhunski športnik je v resnici zares privilegij. In dokler to traja, mogoče kot športnik to težko vidiš, potem z druge strani to bolj vidiš in mi je všeč, da tako razmišljaš. Vztrajaj v tej mentaliteti še naprej, bodi zdrav, želim ti vse dobro naprej v karieri in hvala za tvojo iskrenost v tem pogovoru. Hvala tebi za pogovor, Štefan. Hvala tudi tebi. Hvala. Hvala enako za vse. Najlepša hvala. Najlepša hvala, super je bilo. Super.